Piše pismoukov in farizejev, čeprav so se tudi tam toliki pohujševali in imeli toliko pripomb. V Jezusu Kristusu se je Bog pogovarjal s Samarijanko in ji pomagal, da je postala oznanjevalka evangelija v svojem kraju. V Jezusu Kristusu se je torej Bog pogovarjal s Poncijem Pilatom. In v Jezusu Kristusu je šel Bog na križ z dvema razbojnikoma in bil pripravljen obema odpreti vrata raja. In v ostalem Jezusu Kristusu je ta usmiljeni Bog Oče razširil roke pred nevero apostola Tomaža in ga ponižno povabil: položi svoj prst sem in poglej moje roke in ne bodi neveren, ampak veren. Da, v Jezusu Kristusu se je Bog pridružil učencema, ki sta se napotila proti Emausu. Hodil je z njima, se z njima pogovarjal, jih poslušal, tako kot Jezus tudi te svoje Nazarečane danes v Evangeliju, in pomagal, da sta ga potem pa spoznala, da so padle tiste luskine z njunih oči in da sta ga prepoznala v lomljenju kruha, da je v resnici vstal in da živi. V Jezusu Kristusu nam je torej obljubil, da bo z nami vse dni do konca sveta. Sestre, bratje, ja, kaj pa še hočemo? Koliko dokaže, koliko ene božje potrpežljivosti vse povsod, a mi pa včasih svojo trlo ustrajamo in se nekaj gremo. Da, v Jezusu Kristusu nam je zagotovil, da nam bo po cerkvi odpuščal to ošabnost, to zagrenjenost, to srditost, to nadutost, ki nas včasih tako ukrepa, da se ne premikamo in ne premaknemo. Da nam odpušča grehe in danes smo začeli brati postno-pastirsko pismo, ki ste ga poslušali in ga boste lahko počasi potem prebrali še v kakšnem verskem tisku. Torej, ko tole razmišljamo o izrednem svetem letu usmiljenja, vedno bolj spoznavamo, da je zelo potrebno za cerkev in neizmerno potrebno za svet. Vidite, Jezus bi iz te shodnice lahko tudi šel, tako kot je bil v Jeruzalemskem templju, da bi zvil kakšen bič, pa ubrisal, udaril po teh svojih sovaščanih. Pa ni. Najprej je rekel: preroka ne spremijo, se vas razumem, v svojem domačem kraju. In potem je povedal zgodovino za tiste bogove in za tisto vdovo, da bi jih podali večkrat prebudili. Vidite, kako je mati cerkev, Jezusova nevesta, res potrpežljiva in kako nas tudi danes nagovarja in kako nas bo letos nagovarjala, pa nas vabila na to božjo pot, pa na ta vrata, pa na ona vrata. Pa bomo naročali mi duhovniki kakšen avtobus, pa kakšne kombije, pa osebno bodo povabljeni, pa bo šlo tako sveto leto, ne da bi se kaj premaknilo, voda v našem značaju, v našem obnašanju. Dajmo, sestre, bratje, prav ob današnjem romarskem shodu pri apostolu Pavlu, spreobrnencu, poglejte, kako je Bog po svojem sinu bil tle usmiljen do tega razbojnika, ubijalca, tudi poln jeze,
kot ti Nazarečan. Pa ga je naredil apostola. Imamo dokaz, bomo vztrajali. Čeprav smo bili že tolikokrat taki in taki, pa ne se ne premakne se eni, ki pravijo pristojni, pa če hvala spovedi, sej se zmeri grih, pa bom ponavljal te grehe. Pa ne tako, pa daj nekaj spremeni, pa nekaj premakni, pa se malo potrudi. Bomo. Veste, bratje, želim vam korajža.